slavnostni otvoritvi novega slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. Mislim, da bi v celotni zgodovini SNG-ja si drzno izpostaviti 3 obdobja. Eno pred drugo svetovno vojno, tik pred začetkom druge svetovne vojne, ko je mariborska drama dosegla umetniški vrhunec, ki so ga z gostovanjem v ljubljanski drami potrdili. Drugo obdobje, ki je bilo mednarodno izjemno uspešno, je obdobje Tomaža Pandurja v 90-ih letih, prvi polovici 90-ih let in pa v zadnjih letih ali pa v zadnjem desetletju mednarodni prodor mariborske opere oziroma baleta. Leta 1919 se je na tem odru, ravno na tem, kar sedimo, na teh odrskih deskah, zgodila prva predstava v slovenskem jeziku, Tugomer, v režiji Hinka Nučiča, takratnega upravnika in direktorja drame. Seveda pa to gledališče bilo zgrajeno mnogo prej, leta 1852, in od takrat do 19 se je odvijalo tukaj nemško gledališče in 19 z Tugomerjem je pravzaprav se takrat v Mariboru zgodil praznik. Eni celo primerjajo, isto kot je Rudolf Meister naredil takrat, da je tudi to bilo, da se na tem odru spregovil slovenski jezik, da se v Mariboru takrat začelo hoditi v gledališče, v slovensko gledališče in da je to za takrat za Mariborčane res veliko pomenil ta dogodek. Seveda so nekatere inštitucije nemške delovale še naprej, recimo Nemški mestni svet. Gledališče nemško je imelo zadnjo predstavo aprila 19. leta. Slovenci pa, ki so zdaj že vladali, seveda jim je šlo takoj po glavi, kako priti tudi v to gledališče. Imeli smo prej v Narodnem domu ljubiteljsko gledališče, dramatično društvo, ki je bilo po kvaliteti, pišejo Nemci sami, včasih boljše kot profesionalno nemško gledališče, ki je bilo res provincialno. No, ampak naši se zavedajo, Maribor bo slovenski, ko bomo nastopili tudi v gledališču. In že februarja grejo vabiti Ljubljano, oziroma februarja je imel tam premiero ravno Hinko Nučič, če bi prišel še v Maribor ustanoviti slovensko gledališče. In po mnogih peripetijah, ki so zapisane, on začne tu poleti z vajami. In pripravljala se je premiera, vmes so neke anekdote, recimo Nučič je garal, ampak je zasvetila električna žarnica med vajami na vogalo slovenske in gosposke. Pa je Nučič prekinil vajo, pa rekel, laufajmo gledati, da vidite, kako izgleda javna razsvetljava. 3 dni pred premiero pa je umrl Ignacij Borštnik. In takrat pravijo, tudi je bila slaba vaja, ker se je Nučič celo vajo jokal, kar je tudi po svoje pretresljiv podatek. Potem na Poči večer 27. septembra leta 19. Dvorana nabita. Bratko Krefc nekako kot dijak spominja, pa mi je to pripovedoval, pa še je marsikaj zapisano. Vse je bilo notri, vse je bilo tako srečno. Ljudem se je zdelo, da je drugi majster. Kaj je majster naredil na Dravi, pa na meji, to je Nučič naredil tu. Bilo je nabito, pred predstavo je imel profesor Strmšek govor, cela dvorana jokala, potem pa seveda, ko ona tam vrza govori, trd bodi, Tugomer govori, trd bodi, neizprosen mož je klen, kadar braniti je častin, pravde narodu in jeziku svojemu, je rekel, cela dvorana si misli, da bo eksplodirala. Hinko Nučič je že v prvi sezoni na oder postavil kar 51 uprizoritev. Skupaj pa je bilo odigranih 222 predstav. Kasneje je bilo premier morda manj, dvigalo pa se je število uprizoritev. Tako je gledališče vzgajalo publiko in obratno. Oblikoval se je čvrst igralski ansambl, med njimi Vladimir Skrbinšek, Radona Krst,
Max Furjan, Elvira Kralj, Mileva Zakrajšek in mnogi drugi. Pod nacistično oblastjo je utihnilo tudi gledališče. Do leta 1945, ko se je veselje ponovilo. Popolnoma enaka sreča. Ljudje so noreli, da so zopet na slovenskem odru in zopet slovensko govorijo. Tako da ima svoje mesto v zgodovini mesta Maribora, gledališče in mesto. Imamo samo en teater, v Ljubljani imajo 5-6, sem tudi tam delal, tam se ljubezen razdeli na 5-6. Mi imamo samo enega kilavega otroka, ki je skozi jamral, odkar se je rodil, da ne bo preživel. Pa poglejte, kje smo zdaj, z enim pandurjem smo osvajali svet, ne? Kar tudi ni vse, napolnili smo Mariborčane s ponosom in na vse zadnje. Mi smo zdaj v Nobel delu stavbe, ki tudi v nemškem času še ni bila zgrajena kazina, ne? Kasneje so jo zgradili in gledajte, v teh lepih prostorih se odvija tudi največji slovenski gledališki festival danes. Vseeno bi lahko rekel, da gledališče je srečna mariborska zgodba. Pazi, če naj ti Himan sveti. Kakor upam spokojnih dni, cvetočega potomstva in dolgih let v ljubezni, kot je zdaj. Ne najtemnejša špilja, ugoden prostor, najsilnejša skušnjava, kar jih zmore nas zapeljivec, nikdar ne raztaja častimi v sladnost, da bi pobledel najlepši blesk mi slavnostnega dne, ko se mi zdeli konji Febovih podohromi in noč v verige upeta. Lepo povedano. No, sedi in kramljaj z njo, tvoja je. Z vidika zgodovine, ne, bi rekel, ne, da je včasih bil igralec bistveno bolj v ospredju. Režiser je imel manjšo vlogo, recimo vsaj polovico gledališke zgodovine mariborske. V drugi polovici pa prihajajo v ospredje režiserji in danes so režiserji pravzaprav ključni ustvarjalci v gledališču. Ampak kot rečeno, gledališče je kolektivna umetnost in samo, če dobro sodelujejo vsi, potem nastanejo dobre stvari. Kaj boste še bruhali? Ali lahko odnesem? Volodja, nesrečni človek, kaj si storil? Nehajte jamrati. Kaj bo zdaj, to nima nobenega smisla. Dajte no, doktor, se veste, da vas spoštujem, ne morem vas gledati smetati. Zmizdrite tu. Znate, potegnite ga požir, to pomaga. Zdaj moje možgani več ne delajo. Volodja, zakaj si bo otrezal nogo? Pridem na oder, zagledam dve gospe tam, sedita, čeprav nekaj sta se pogovarjali med sabo, ni bilo nobenega prizora. Pa me starejša gospa, to je bila mami Zakrajšek, vprašala, ja, kaj bi pa ti rad fant? Sem rekel, jaz sem pa vaš novi igralec, ves napihnen tak. Mislil sem, da sem vso igralsko umetnost na akademiji požrl. No, naenkrat se je za mano pojavil Fran Žižek, me potisnil na sredo odra, me pogledal in rekel, no, ti boš pa kar dober Benvolio. No, in tako sem jaz naenkrat padel v to igro noter. In ko sem hotel še nekaj povedati, je rekel, zdaj pa pojdi ti lepo tja, na rob odra in poslušaj in glej, kako se začenja vaja. Bil sem 3 leta ravnatelj Mariborske drame in v tem kratkem času je težko uresničiti program, ki sem si ga zastavil in ki sem ga objavil v Mariborski dramaturgiji. Človek hitro zapopade, da je to res težek poklic, ne? Dejansko ima neko misterioznost, ki jo seveda vsak po svoje doživlja, ampak to je tisto, kar te vleče, da vse to preživiš, da ostaneš tam. Tito je šel potem še dlje po svetu, na Češko, kjer je prvikrat sodeloval pri stavki. Kako pa ti sodiš? Nič ne sodim. Moja sodba bi ne zasuknila stvari ne za pet. In na nobeno stran. Jaz pa vam povem, spominjajte se teh besed, da bomo slavili zmago nad vse veličastno. To je vira mojega srca. Kdo je dober igralec oziroma igralka?
mislim, da tisti, ki so na odru lahko popolnoma iskreni, ki se lahko preprosto razdajo in predajo občinstvu in zares so to, kar igrajo, kar predstavljajo. To jih dela karizmatične in zaradi tega jih imajo gledalci posebej radi in zaradi tega spomin na nje živi zelo dolgo. A jaz vem, kaj bom storil. Pijan sem, vem, da sem pijan. A nikar ne misli, da Krefe ne ve, kaj bo storil. Stari Faro dobro ve in tudi ve, da tu nima več kaj iskati. Če ima kmetija neki svoj konec, zakaj ga tudi Krefe ne bi imel. In viš, da je prišlo tako daleč. Konec je s kmetijo, in konec je s Kreflo. Predsedstvo Borštnikovega srečanja 1972 podeljuje v soglasju z žirijo Borštnikov prstan članov Mariborskega slovenskega narodnega gledališča tovarišu Arnotu Tovorniku kot priznanje za dolgoletno umetniško delo. Ne maram ga, Tilnika, on me hoče fukat. Pa kaj fukat me hoče? Tebe imam rada, da se zakleneva tu noter in da noben ne more priti noter, the first night, the second evening. Mlada si, mlada. Šla boš ven in po jesenskem listi skupaj bova šla ljubico skupaj. Aha, množice, to je strah. A je tebe kaj strah, če greš k čevljarju v tvojo ulico, pa mu govoriš ta govor, ki ga boš govoril jutri množici? Rekel ne. Kaj pa, če greš k tistemu kovaču, tam 2 ulici naprej? Rekel ne, ni. Ja, zakaj si pa bolj živčen, če vidiš oba skupaj? Ja, vidite, v našem gledališču se vrstilo v tem času, v teh letih tudi veliko eminentnih umetnikov, tako drami, operi in baletu. Mogoče bi posebej omenili našo priznano, pa ne samo mariborsko-slovensko, pa takrat jugoslovansko svetovno sopranistko, gospo Undino Ota, po kateri smo kasneje gospod Jurgec tudi ustanovil to mednarodno tekmovanje mladih pevcev Undina Ota. Tovarišica Undina Ota, vi ste potovali in nastopali na mnogih jugoslovanskih in tujih odrih. Kako da ste se ravno ustalili v Mariboru pri nas? Ljubezen. Do gledališča? Do moža. Do moža. Vi ste dobili nagrado za Manon, če se ne motim. Manon Lescaut od Puccinija. Ja, povejte mi, a vam je ta vloga posebno pri srcu? Takrat, ko sem jo izvajala, ja. Zakaj? Pa tako kot vsaka vloga, recimo, kadar zapojem in odigram eno najnovejšo vlogo, tista mi je trenutno najljubša. Tudi na tem odru je mariborski balet začel svojo zgodbo. In pri tej zgodbi je kakorkoli bil glavni akter, priznani koreograf, mariborski koreograf, gospod Iko Trin, ki je dejansko postavil prve korake mariborskega baleta, da je danes lahko tako mednarodno priznan, svetoven, ki je z njim se zgodil, zrasel in kasneje so njegovi nasledniki lahko ta balet razvijali naprej. Pianist ima klavir za svoj inštrument, plesavci imamo samo svoje telo. In če to telo ni dobro izvežbano, ni uglašeno, tako kot najboljši klavir, potem tudi ne more nič povedati.
In zato sem moral plesalce gnati do krvi vedno, da so izpolnili vse tisto, da so dali maksimum iz sebe, da je lahko potem to, kar sem hotel, prišlo ven iz njih. Ne? In zato so me klicali Slek Driver, Peginaš Cužnjo, ampak hvala Bogu, to sem vedno vzel kot kompliment. Klasični balet obožujem, ga globoko spoštujem in gledam na to kot eno vrhunsko estetiko in eno disciplino, ki je prosto božanska lepota. Naše trodomno gledališče, ki pod eno streho združuje dramo, opero in balet, kasneje še tudi festival Borštnikovo srečanje, izgradnja tega novega dela dvorane in garderobnega traku je trajalo zelo dolgo, od leta 1975 in do leta 1995, ker smo slavnostno odprli veliko dvorano z 850 sedeži. Zato se jih barke poklepalo tesno, zato so za moške navljive večno. Dekleta, dekleta še dan, zvezdola ne veš reči prave, kaj hitro menjajo smer, srce se spremeni, menjaš nekaj čisti naše prave. Biti direktor opere pomeni obvladati razna področja, razno stroko, bom rekel. Od vokala do inštrumentov in pa seveda tudi do baleta. Bistveno pri direktovanju, ker sem bil tudi umetniški direktor opere, pomeni izbirati pravi program. Program, ki bo všečen publiki, strokovni kritiki in pa seveda tudi ljudem, ki prihajajo iz tujine. In to se je nekako v mojem obdobju uresničilo. Imeli smo ogromno publike iz Avstrije, pri meni so sedeli, bom rekel, šefi turističnih agencij, prevoznikov iz Avstrije, iz Italije in pa tudi seveda iz Hrvaške. Kmalu so se začeli za naše predstave zanimati tudi svetovni menedžerji, ki so potem našo operno hišo popeljali na velika gostovanja od Japonske, Portugalske, Tajvana, bili smo tudi v Kijevu, v Ukrajini. Naš balet pa pozneje je bil skoraj po celem svetu. S temi dosežki, o katerih seveda nismo si drznili sanjati, smo doprinesli in si nalagamo dodatno odgovornost. Noro, bi jaz rekel, med zaupanje, brez predsodkov, je pripomoglo k temu, da smo lahko ostali in negovali naše sanje, naše želje in da to, kar smo mi dobili in razvili v ugleden mednarodni ansambl, je zdaj na nas, da pripravimo nove generacije, ne še tako hitro, da bojo naše delo nadaljevali. Obdobje drame, ki mu danes pravimo Pandurjevo obdobje, je z milansko premiero Carmen leta 1992 zares stopilo v svet. Režiser je dobival ponudbe iz tujine. Samo dve možnosti sta, ali nadaljevati neke vrste začrtano pot ali prekiniti in začeti znova. Nagibam se seveda k prvi odločitvi, predvsem zaradi tega, ker že dolgo nisem več sam. V Mariboru je ena prekrasna teatrska družina, ki vztraja vsem in vsemu navkljub. In to je že neke vrste občutek takšne odgovornosti, ki mi ne da dosti prostora za odločitve. Ljubezen do literarnih arhetipov mu je odprla pot v velika gledališča, kjer so ga občudovali zaradi novih in drugačnih uprizoritev velikih občečloveških zgodb, ki ne potrebujejo besede in njenih omejitev, da bi jih razumeli. Mednarodne koprodukcije so prihodnost gledališča, sploh v časih, ki jih živimo. Danes je 19. februar, Tomažev rojstni dan, in poleg tega, da slavim njegovo rojstvo, slavim tudi obdobje pod njegovim umetniškim vodstvom,
ki je odločilno vplivalo na življenje in na razvoj vseh, ki smo z njim ustvarjali, in seveda na publiko, ki nas še danes velikokrat hvaležno spomni na čarobnost, ki smo jo doživljali in ki je neponovljiva. Količina ustvarjalnosti, lepote, sreče, smeha, prijateljskega in kolegialnega druženja, norosti, predanosti se je seveda zarezala globoko v naše duše, nepredstavljivo. In niso bile samo predstave sjajne, ampak tudi način dela, posvečenost, potovanja po svetu. V gledališču smo živeli, doma smo večkrat samo spali in v starem Tračbaru smo pogosto prebedeli cele noči, ker je bilo v nas preveč življenja in entuzijazma in po noči so se rojevale nove ideje in tudi nove ljubezni. To je bilo tisto pravo. Redko, drzno, nekako nadrealno. Slovensko narodno gledališče v Mariboru je preživelo prvih 100 let. Balet in opera ostajata ljubljenca občinstva in nosilca kulturnega turizma. Za dramo, v kateri nekdanji čas se že dolgo odstopa prostor do zarevanju sedanjosti, pa se tudi ne bati. Padimo kleto kot kraj neka stranke, hodimo s čevarnje, res lepa hrabrost. Sam sem še kar pošten, pa bi se vseeno lahko obtožil takih reči, da bi bilo bolje, ko bi mati ne bi bila rodila. Ošalne se, maščevanje, stremuški. V meni, ko že več nečetnosti, kot ima misli, da je vanje uvijem, da uštije, da je kupoven, ali časa, da je komestičen. Ali si taki patroni, da so prije med sebe na veksu. No in sedaj, ko sem zelo malo starejši, bom pa nekaj prebral, kar sem takrat v vlogi, ker so zahtevali, kako vidim razvoj Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. Sem zapisal na koncu tele besede. Predvsem pa se moramo zavedati, da se ni začelo Slovensko narodno gledališče v Mariboru z našim prihodom van in tudi ne bo propadlo z našim odhodom iz njega, ker nihče ni nenadomestljiv. Ko sem se rodil, je bil naš teater star 28 let. Ko sem prvič stopil na njegove odrske deske, je bil naš teater star 44 let. Ko sva se razšla, ker sem se upokojil, je bil naš teater star 88 let. 12 let ga že pogrešam. V uteho sem si podaril tole. In kadar ga zelo pogrešam, stopim na to svojo odrsko desko in obujam spomine. Tudi o tem, kako sem sploh prišel v gledališče. Bilo je leta 1993.